Tako Janša kot Golob sta slaba izbira, pravi predsednik Preroda Vladimir Prebilič, ki je še pred nekaj meseci veljal za največjo alternativo premierju Robertu Golobu na levi sredini. Ali je še vedno prepričan, da lahko v času volilne kampanje prevzame primat Golobu na levi sredini? Kako bi razbremenil gospodarstvo, obudil srednji razred, bi ukinil prispevek za dolgotrajno oskrbo? Kaj pomenijo pravični davki, ki jih ima zapisane v programu stranke? Vladimir Prebilič je naš gost. Dobro večer, gospod Prebilič. Dobro večer. Najprej me zanima, kaj je šlo po zlu oziroma ste storili narobe, da ste iz glavnega kandidata za odvzem primata Robertu Golobu na levi sredini po zadnjih javnomnenjskih raziskavah pristali na tem, da se borite za vstop v parlament. Ste vi storili kaj narobe? Kaj je šlo po zlu po vaše? Lahko, da razdelimo to breme na dve strani. Eno seveda je tudi neizkušenost na naši strani, morda neko prepričanje in naivnost pravzaprav, da bomo lažje štartali v tem spopadu, ki je naporen, to moram iskreno priznati. Po drugi strani je pa tudi res, da so se okoliščine spremenile v marsičem. Zgodil se je uboj oziroma umor gospoda Šutarja v Novem mestu in nekatere nove okoliščine, ki so premešale karte v tem delu. Tako da v politiki, veste, si lahko en del sigurno odgovoren sam in v tem delu lahko vzamem to odgovornost nase, so pa tudi okoliščine se bistveno spremenile v zadnjem obdobju, ampak vendar to ne pomeni, da mi v čemorkoli obupujemo, tukaj smo in jaz mislim, da se prava tekma pravzaprav še začenja. Vi torej menite, da lahko v času volilne kampanje še pridete oziroma pridobite toliko, da postanete, ne vem, resen igralec na levi sredini po naslednjih volitvah? No, vsekakor si želimo, da bi mi bili tista stranka, ki bi prerodila levi spekter. Namreč dejstvo je, da to, kar danes gledamo, je pravzaprav odmik od tistega, kar leva stran ves čas nekako zagovarja. Recimo vladavina prava, enakost pred zakonom. To so stvari, ki se danes relativizirajo. Naprej, vprašanje svobode medijev se prav tako postavlja pod vprašaj, se konec koncev ukinjajo celo nekatere oddaje v Sloveniji. Potem je tukaj vprašanje korupcije, ki nas potiska navzdol po lestvici. 4 mesta smo izgubili in mimogrede vsak dan 8 milijonov evrov izgubljamo in tukaj nismo napredovali nikamor. Torej, jaz bi si želel, da bi bili mi tisti, ki bi bili korektivni element prehodne vlade in bi prav omenjene pomanjkljivosti lahko odpravljali. Zdaj vi ste omenili tukaj korupcijo. Zdaj me nekaj zanima. Kako bi bilo s povolilnim sodelovanjem z Robertom Golobom? Je to sploh možno, glede na to, da imate vi v programu stranke zapisane visoke etične standarde, ve pa se, da je KPK pri predsedniku Gibanja Svobode ugotovilo kršitev integritete. On je, mislim, da ta teden v ponedeljek v tem studiu dejal, da tudi ne vidi nobenega problema sodelovanja z vami. Kaj pa vi? Bi zdaj to, če tako rečem, pojedli, če bi bili po volitvah, ne vem, v poziciji, da leva sredina ne more oblikovati vlade, da je to Gibanja Svoboda in vi bi bili potem tukaj, imate predsednika stranke, ki ga protikorupcijska komisija ugotovi kršitev integriteta, vi pa imate zapisano v programu visoke etične standarde. Zdaj, jaz osebno imam tukaj seveda veliko vero, moram biti iskren. Tudi zdaj čakamo še odločbo sodišča, gospod premier je šel zdaj še na sodišče. Ne predstavljam si, da bi prihodnji mandatar sestavljal vlado s tem bremenom. Resnično si ne predstavljam iz 2 razlogov. Prvič zaradi tega, ker vstopili bomo v novo mandatno obdobje in izzivi, s katerimi se Slovenija srečuje, so res ogromni. In ne predstavljam si, kako bi lahko nekdo hodil še po sodiščih in hkrati vodil vlado v tako kriznih momentih. In drugič, pravilno ugotavljate, mi imamo zapisane določene standarde in zaradi tega bi jaz spomnil na en zanimiv primer iz slovenske politične zgodovine, ko je prav ta gospod premier pred časoma rekel, da se včasih za višje cilje in jaz mislim, da je enakost pred zakonom in varovanje neodvisnosti institucij in vladavine prava najvišja stvar v Sloveniji, torej, da se za višje cilje lahko žrtvuje tudi kraljico. In jaz mislim, da bi bilo tukaj smiselno o tem premisliti. Mislite v tem primeru kralja Roberta Goloba, če tako rečeva? Mislim, da je tukaj dosti dobra paralela sama po sebi in kot sem rekel, verjamem, da v Sloveniji še kdo lahko obstaja, ki bi bil kredibilen mandatar za sestavo nove slovenske vlade. Kdo recimo? Seveda volivke in volivci bodo odločili, je pa res, da na koncu stranke morajo poiskati v parlamentu tistega, ki bi bil temu najbolj kos. In kot sem rekel, prepustimo to odločitev zaenkrat drugim, ampak mislim, da imamo neke osebnosti, ki znajo to zadevo tudi peljati. Ampak zakaj vi pravite, da sta tako Janša kot Golob slaba izbira?
No, zdaj oba sta imela priložnost voditi Republiko Slovenijo. Gospod Janša, mislim, da 3-krat do zdaj. Kako je vodil, si lahko vsak prikliče v spominu sam. Kako smo uspešni danes, tudi vemo, ob 1% gospodarski rasti in velikem javnem dolgu, velikem proračunskem primanjkljaju in padcu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, menim, da nam ne gre tako dobro, kot bi nam moralo iti, da bi lahko zaščitili naš način življenja, kot ga razumemo danes. Torej, tukaj mislim, da sta oba imela priložnost in mislim, da je prav, da priložnost lahko dobi še kdo drug. Ampak zdaj, zakaj tudi vi poudarjate to zavrnitev logike dveh polov, ki je veljalo v slovenski politiki do zdaj? Ne? Janša, anti-Janša, kar zdaj pooseblja Golob, in opozarjate na to sredino oziroma pod vprašanje, vam je Anže Logar s to tretjo potjo oziroma to tretjo opcijo morda prevzel primat na sredini? No, jaz najprej mogoče uvodoma. Vsi govorijo, da sredina nima vsebine, to seveda ni res. Jaz se s takšno teorijo sploh ne strinjam. Obratno, jaz trdim, da vsi mi v Sloveniji in tudi drugod smo zmerni ljudje in si želimo zmerne politike in to je sredinska politika. Oba ekstrema, tako na levi in desni, radikalizirata, polarizirata in skregata državo in to imamo danes pravzaprav vsak dan na tapeti. Kar se tiče primatov, jaz mislim, da vsak od naju dveh poskuša v tej sredini nagovoriti svoje volivke in volivce. Zdaj, kako bomo pri tem uspešno, bomo videli 22. marca. Mislim pa, da bi bila lahko zelo zanimiva kombinacija tudi najnega sodelovanja. Vi pravite, da ste za pravično davčno politiko, pišete v programu. Kako naj bi to izgledalo v praksi? Mi želimo dejansko nekako obuditi srednji razred v Republiki Sloveniji, ki danes praktično izumira. Konkretno, kaj to pomeni? Med 3 do 8 tisoč evrov bruto plače želimo davčno breme zmanjšati. Namreč te osebe danes plačujejo zelo visoko davčno stopnjo in hkrati ne uživajo nobene druge bonitete, recimo plačevanje vrtcev in drugih storitev v naši državi, plačujejo maksimalno ali 100%. Mi si želimo, da bi ta razred razbremenili. To je razred, ki je ljudi, ki so izšolani ljudje, to so ljudje, ki so največkrat tudi tisti, ki so vlečni konji v gospodarskih podjetjih in ti bi morali imeti neko stimulacijo, da ostanejo v tem prostoru. Ampak kako bi jih razbremenili? Sedanja vlada je recimo, dvigala najnižjo plačo in tako naprej, da so morali potem, ko so se zvišale neto plače, ostali tudi delodajalci plačati više prispevke ali ne to, kar govori bolj desne stranke, da bi to uravnavale z dohodnino. Jaz mislim, da je boljše v tem delu uravnava z dohodnino in sicer z dveh razlogov. Prvič, če samo dvigujemo minimalno plačo, se to prej ko slej vrne kot odboj v dvigovanju stopnje inflacije. Namreč minimalne plače se prelivajo v višje cene storitev, ki jih moramo plačati. Zelo konkretno, če se minimalna plača dvigne, bomo dobili čez 2-3 mesece višjo položnico za vrtec, višjo položnico za komunalo, višjo položnico za vodo in tako dalje in tako naprej. To ne rešuje ničesar, to je v bistvu neki začaran krog. Torej, v tem delu sem zato, da se za dohodnino poišče to varianto. In druga stvar, ki se mi zdi v tem delu pomembna je, da če razbremenimo ta del razreda, ko sem ga prej omenil, med 3 do 8 tisoč evrov, potem seveda bomo ta propulzivni del motivirali, da dela še bolje. In tle je odgovor. Mi, če želimo zadržati kvaliteto življenja v Sloveniji, bo biti nujno potrebno bolj produktiven. Dvigniti bo treba produktivnost in storilnost, to pa lahko storimo samo, če smo inovativni. In ti ljudje, ki so inovativni, morajo ostati v Sloveniji. Bi ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo? Ne. Mislim, da je prav, da se vsakemu zagotovi neko normalno, varno staranje v naši družbi. Mislim, da si to lahko naša družba tudi privošči. Zdaj, v Gibanju Svoboda so se pohvalili, da je vlada ukrepila javno zdravstveno mrežo in jasneje ločila javno in zasebno zdravstvo. Vi pa v programu pišete, da je zdravstvo na prelomnici. In ali bi dovolili, da zdravniki, ki so zaposleni v javnih bolnišnicah, delajo tako, kot so lahko pred spremembo zakona, oziroma zdaj Ustavno sodišče je seveda to odpravilo, tudi pri koncesionarjih? Torej, naš predlog je naslednji. Javni sistem mora biti tisti, ki je bistven in edini najpomembnejši. Trdimo, da bi zdravniki to, kar delajo v zasebnem, lahko delali tudi v javnem, ob bolj stimulativni obliki nagrajevanja. Je pa treba bolnišnice boljše upravljati in tukaj vidimo mi težavo, zato predlagamo lex specialis in to je, da prenehamo z institucijo javnega zavoda, ampak da to preoblikujemo v nadzorne svete in imamo direktorja in nadzor, ki sta oba kompetentna in kvalitetna. Danes žal v številnih svetih zavodov sedijo politični kadri. Treba bo depolitizirati te institucije in zaključek samo v zvezi s tem. Tukaj mislim, da zdravniki ne morejo biti sovražniki v tem reševanju problemov. Treba je najti en pogovor in dogovor, kako lahko to delamo v javnih zavodih. Na katerega kandidata največ stavite na volitvah? Na vas, morda Klemna Grošlja, na koga?
Ja, mislim, da imamo kar zanimivo listo, poleg omenjenega Klemna Grošlja je tukaj Brane Golubović, pa je tukaj Janez Poklukar, pa je tukaj Dušan Vučko. Skratka, kar nekaj takšnih nas je, ki smo nekaj malega v politiki že bili in mislim, da bomo lahko zelo konkurenčni. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.